veliki nagradi Kanade smo bili tako v medijih, kot med navijači, kot med navdušenci deležni velikega gneva, velikega začudenja o komisarskih odločitvah, ki smo jih videli na dirkah. Dosti je bilo govora o tem, kako dirke več niso tiste prave, tiste, ki smo jih videli v preteklosti, kako se s tem škodi Formuli 1 in kako te stvari ne peljejo nikamor več. A sam menim, da vsi te kritiki si ne zavedajo, kakšna je bila vloga komisarjev v preteklosti in kako so njihove odločitve takrat, ko je bilo po njihovem dirkanje še pravo, vplivale tako na razplet dirk, kot na razplet prvenstva. V sezoni 1989, 30 let od tega, smo imeli vsaj 3 odločitve, katere so bile bistveno hujše od tiste, kar smo videli na zadnji dirki. In prav na veliki nagradi Kanade je bila tista najbolj blaga. Po ogrevalnem krogu so se zaradi spremenjenih vremenskih razmer Nigel Mansell in Alessandro Nannini odločila, da gresta v bokse po druge pneumatike in da bosta dirko začela iz konca pitlejna. Po pravilniku brez problemov, a problem je bil v tem, da tam ni bilo semaforja, ki bi jim dal znak, da je lahko začneta, niti komisarji in ga niso bili sposobni dati. Zgodilo se je, da sta dirko začela prezgodaj. In zaradi tega, ker sta dirko začela prezgodaj, sta bila tudi diskvalificirana, čeprav lahko rečemo, da pravzaprav nič kriva. Po drugi strani je Nigel Mansell na veliki nagradi Portugalske zapeljal vzvratno v boksih, ker je šel mimo tistega območja, kjer mu bi lahko menjali pneumatike. S tem si je prislužil črno zastavo, a je ni upošteval, dirkal je naprej, dokler ni trčil z Ayrtonom Senno in oba parkiral ob rob steze. Komisarji so mu prisodili prepoved nastopanja še na naslednji dirki in Ayrton Senna je bil deležen še tretjega primera, tistega verjetno vsem nam najbolj znanega, prvega trka z Alanom Prostom na Suzuki v sezoni 1989. Ayrton je bil diskvalificiran, a zaradi vzroka, v kateri je malo kateremu znan. Namreč, bil je diskvalificiran zaradi tega, ker ni prevozil cele proge oziroma cele razdalje. Ko sta trčila s Prostom, sta pred šikano šla iz proge, Ayrton se je na progo vrnil za njo. Pred dirko jim je bilo pa točno zaukazano, naj ne krajšajo proge, ukolikor naj gredo iz proge, naj se na to vrnejo na tistem mestu, na katerem so jo zapustili. A tudi predtem so bile komisarske odločitve dosti bolj vplivne, dosti bolj močne. Poglejmo samo, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Italije 1978. V prvem poskusu štarta je bila velika nesreča, za katere posledice je umrl Ronnie Peterson. Potem je sledil ponoven štart in prva čez cilj sta zapeljala Mario Andretti, nov svetovni prvak, in Gilles Villeneuve. Kasneje so ugotovili, da sta oba prehitro štartala in niso jima dodali 5 sekund, temveč kar celo minuto. Na koncu je bil zmagovalec Niki Lauda z Brabhamom tisti, ki je čez cilj zapeljal tretji. A če se vrnemo k današnjemu dogajanju, je meni najbolj smešno to, da smo podoben primer že videli pravzaprav ne toliko let nazaj. V sezoni 2016 na veliki nagradi Mehike se je nevarno na progo vrnil Max Verstappen. Vrnil se je pred Sebastiana Vettla, dobil je isto kazen 5 sekund, a Sebastian Vettel se je po radijski zvezi pritoževal, zahteval od ekipe, da vpliva na vodstvo dirke, da bo Max Verstappen nekako prepustil tisto tretje mesto. Vodstvo dirke je lepo razložilo Ferrariju, da so oni tisti, ki določajo kazen in oni so tisti, ki določajo ukrepe proti voznikom in ne ekipe. Zanimivo je pa tudi to, da se je na to v nadaljevanju dirke prav Sebastian Vettel zapletel v boj z Danielom Ricciardom, izvedel je nekaj nevarnih manevrov in zato dobil tudi sam 10 sekund kazni. Na konec koncu smo videli tako situacijo, da je na tretjem mestu čez cilj zapeljal Max Verstappen, na zmagovalnem odru je bil na tretjem mestu Sebastian Vettel, na koncu je bil pa tretji Daniel Ricciardo. Zavedati se moramo, da mogoče se nam komisarske odločitve marsikdaj lahko zdijo kontroverzne. Poglejmo samo primer kvalifikacij v Monaku v sezoni 2006.
V zadnjem ovinku v razkazu se je ustavil Michael Schumacher in tako onemogočil Fernando Alonso, da bi dosegel pole position. Komisarji so ga kaznovali, čeprav meni še danes ni jasno, kako so nesporno določili, da je to storil namerno. Po drugi strani je pa, po mojem mnenju, pravilno, da so v sezoni 2010 kaznovali Michaela Schumacherja, kateri je prehitel prav tako Alonsa v zadnjem ovinku še zmeraj pod režimom varnostnega avtomobila. Mnogi primeri v Formuli 1 nas privedejo tega, da se pravila sama spremenijo. Poglejmo samo, kaj se je zgodilo v sezoni 2002, ko so se prav pri Ferrariju igrali z moštvenimi ukazi. V primeru jih niso kaznovali, a v naslednjem obdobju je prišlo do spremembe pravil, kar ni nič slabega. Formula 1 je šport, ki se razvija. A sam menim, da je nepotrebno se zgražati nad odločitvami, katere so v skladu s pravilami, kajti, kot sem povedal, gre za šport in svoje interese, svoje navijaške interese ne smemo nikoli postaviti pred tiste interese športa, ker je šport, je treba igrati po pravilih. Hvala za vašo pozornost in vidimo se v naslednjem prispevku.